Mineva 30 let od mednarodnega priznanja Slovenije. Milan Kučan je bil takrat predsednik predsedstva Republike Slovenije. Predsednik Kučan, kako se spominjate takratnih aktivnosti v zvezi z mednarodnim priznanjem Slovenije? Takrat ste imeli mnoge pogovore z mnogimi politiki, tudi predvsem z predsedniki drugih držav, recimo s predsednikom Helmutom Kohlom, predsednikom Nemčije, predsednikom Francije Mitterrandom in ostalimi. Kakšen pomen dajete tem pogovorom, tem srečanjem? Kaj so vam takrat povedali? No, nekako v dva dela bi strnil ta moj odgovor. V prvem obdobju, to se pravi pred priznanjem Slovenije, je v teh razgovorih z tujimi državniki in politiki šlo za argumentiranje slovenske odločitve, za razloge za razpada nekdanje skupne države in razloge našega sklicevanja na pravico naroda do samoodločbe in tudi na pravno ureditev, kakršna je takrat veljala v Jugoslaviji in tudi v Sloveniji. Takrat je v svetu vladala precejšnja negotovost in nejasnosti, kaj pravzaprav se v Jugoslaviji dogaja in kakšen je lahko izhod iz te krize, ki je takrat skrbela pravzaprav ves svet, ker je grozila, da bo destabilizirala Evropo. In moram povedati, da je to naše prizadevanje za pripovedovanje, če to tako imenujem, slovenske resnice, bilo dodatno oteženo, ker je v svetu veljala resnica, ki jo je posredovala zvezna vlada, zvezna politika, takrat že pod močnim vplivom srbske politike, preko jugoslovanske tiskovne agencije, preko Tanjuga, in da se je za to propagando bilo pravzaprav zelo težko spopadati, ker Slovenija takrat še ni imela svoje agencije in ni imela vstopa pravzaprav mednarodni informacijski prostor. Tako da je bilo to vse več ali manj povezano in odvisno od stikov, ki so se postavljali ali takrat na novo, ali pa so imeli že neko tradicijo, kot je recimo v Sloveniji to bilo z sodelovanjem v okviru skupnosti Alpe-Jadran, ki je omogočila Sloveniji vstop v Italijo in Avstrijo, deloma tudi v Švico. In pa seveda vezi, ki so se vzpostavljale takrat že preko strankarskih povezav, ker so nastajale stranke. No, tako da se mi zdi, da je ta dopoved ali to dopovedovanje imelo seveda zelo velik vpliv tudi na kasnejše mednarodno priznavanje Slovenije, potem ko je Slovenija opravila tisto, kar je bilo potrebno doma, torej izpeljala referendum in na podlagi tega referenduma tudi proglasila z svojimi akti, sprejetimi v skupščini, akt osamosvojitve. Tisto, kar je moje sogovornike zanimalo v pravzaprav obeh delih te moje pripovedi, se pravi pred osamosvojitvijo in po njej, je bilo, ali se Slovenija zaveda svoje odgovornosti za dogajanje v Jugoslaviji, ali ima svoja prizadevanja in svoje odločitve utemeljene v pravu, se pravi v pravu takratne Jugoslavije in Slovenije in v naravnem pravu, kar je zlasti zadevalo seveda pravico do osamosvojitve, in ali bo to svojo pravico sposobna izpeljati na miren način. Torej, bojazen pred vojno nevarnostjo, pred vojnim spopadom, pred nasiljem je bila takrat tudi zelo prisotna. Pač ljudje, takratne evropske politike so imeli še spominu krvavo dogajanje na Balkanu v času prve in tudi druge svetovne vojne. In mislim, da je naš ključni argument v prizadevanju za mednarodno priznanje bil ravno ta, da smo torej odločitev izpeljali na praven, legalen in legitimen način in da smo ta cilj dosegli po mirni poti, ker za intervenco takratne jugoslovanske armade seveda
nismo nosili odgovornosti mi, to so bili pač sklepi takratne zvezne vlade in naš odgovor na te sklepe in na dejstvo, kako je vodstvo Jugoslovanske armade sklep takratne zvezne vlade tudi razumelo. Tako da je, mislim, bila ta faza prizadevanj za mednarodno priznanje dovolj kompleksna in da smo lahko gradili na tem, kar je bilo upravljeno v prvi fazi, se pravi pripoved o tem, kaj se v Jugoslaviji dogaja, kaj jo razjeda, zakaj bo po naših ocenah razpadla in jo ni mogoče ohraniti, ker je opravila zgodovinski vek trajanja. Zdaj seveda v teh prizadevanjih za mednarodno priznanje je začela se uveljavljati tudi nastajajoča slovenska diplomacija, ki je imela svojo tradicijo v nekdanji jugoslovanski diplomaciji in so najboljši slovenski kadri iz diplomacije prihajali tudi seveda v slovensko diplomacijo, pa tudi posamezniki, ki so nekako služili kot vzvod za prihod do ljudi, ki so v drugih državah imeli možnost ključno vplivati na te odločitve. Tu najprej seveda mislim na politike v obmejnih deželah Italije, torej Forlaniji, Julijski krajini, Venetu, ki so prej sodelovali že z nami na deželo Koroško in Štajersko. Eni in drugi so vplivali, eni na Rim, drugi na Dunaj, za to, da bi čim prej sprejeli odločitve o mednarodnem priznanju Slovenije, pa tudi nekaj posameznikov, na katere se običajno pozablja in se o njih ne govori. Recimo, ko gre za priznavanje Francije, je tu zelo pomembna vloga, ki jo je imel naš slikar pokojni Mušič, kot oseben prijatelj Mitterranda, ki je omogočil pravzaprav, da nas je Mitterrand sprejel in so takrat na razgovoru z dr. Ruplom pri njem imela možnost povedati razloge, zaradi katerih se je Slovenija odločila za samostojno pot. V Ameriki so bili ti ljudje, ki so vodili slovensko podporno jednoto. Tudi kasnejši naš veleposlanik v Vatikanu, dr. Bonuti, in še nekaj posameznikov iz sveta kulture in tudi gospodarstva, ki so pač bili pripravljeni vse svoje zveze, vsa svoja poznanja dati na razpolago, da smo lahko prišli do, naj še enkrat ponovim, do ključnih akterjev, ki so lahko vplivali na sprejem teh odločitev. Seveda tu je zelo pomembno vlogo igrala Nemčija in tudi Avstrija, obe sta poznali dobro razmere v Jugoslaviji in razgovori takrat z avstrijskim zunanjim ministrom Alojzem Mokom in z predsednikom takratnega parlamenta avstrijskega, kasnejšim predsednikom države, dr. Fischerjem, in tudi s kanclerjem Vrnickim so seveda pomenili zelo veliko, tudi zato, da so ti ljudje izkoristili svoje zveze v drugih državah in v mednarodnih povezavah, seveda o vplivu seveda takrat kanclerja Kohla in seveda predvsem zunanjega ministra Genšerja, ki je imel takrat zelo veliko vlogo ne samo zaradi svojega poznavanja razmer v Jugoslaviji, ampak tudi zato, ker je predsedoval takrat v okviru takratne Evropske skupnosti ministrom za zunanje zadeve teh držav in je po našem srečanju v Celovcu oziroma v Beljaku, ko mu je bil preprečen prihod v Slovenijo zaradi vojnih aktivnosti jugoslovanske armade, ko mu je bil preprečen prihod v Slovenijo, takoj sklical sestanek, na katerem so ocenili razmere v Jugoslaviji in na podlagi tega je potem prišlo do sestanka, ki je sprejel odločitev, da se po novem letu 1992 kolektivno prizna Slovenijo in je odločitev o tem Genšer sporočil našemu zunanjemu ministru dr. Ruplu. Omenili ste nekaj
politikov oziroma državnikov, ki so pomembno pripomogli, da je Slovenija bila mednarodno priznata. Kakšni so pa vaši spomini recimo na Václava Havla, češkega predsednika? Z njim ste, kako se mi zdi, prijateljevali. Kakšna je njegova vloga bila, da smo čim več podpornikov dobili v Evropi, in recimo tudi Helmuta Kohla, nemškega predsednika? Posebej vas tudi zanima, nekatere ste že omenili, recimo Zorana Mušiča, slikarja, ki je pomagal organizirati sestanek z Mitterrandom, in omenili ste našega veleposlanika nekdanjega v Vatikanu. A je še kdo, ki ga bi bilo dobro izpostaviti, da je pomagal pri našem uveljavljanju v Evropi in mednarodnem prostoru, ki je pa nekako zdaj v ozadju, ni ga nikjer? Proces slovenskega osamosvajanja je potekal nekako v času procesov, ki so spreminjali podobo Evrope. Mislim na obdobje po padcu Berlinskega zidu, po razpadu vzhodnega političnega bloka, po procesih demokratizacije v državah vzhodne Evrope, tudi v času procesa nekako ponovne državne uveljavitve baltičkih držav in seveda tudi procesa, ki je pripeljal do mirne razdružitve Čehoslovaške na Češko in Slovaško. Ta proces je bil seveda za nas zelo zanimiv, ker se o njem takrat ni govorilo. Nekako v ospredju teh pogovorov in pomislekov na zapadu je bila Sovjetska zveza in bojazen, da bo Sovjetska zveza razpadla na nasilen način in da je s tem povezano vprašanje, kaj se bo zgodilo z atomskim arzenalom, s katerim so razpolagale ne samo Rusija, ampak tudi Ukrajina kot nekoč članica oziroma država v okviru Sovjetske zveze, in kaj se bo zgodilo z socialno bombo, če se bodo odprle meje in bodo ljudje, kot danes, seveda imigranti, pritiskali na zahodne države. Tako da je bilo potrebno in koristno poiskati seveda tudi stike z ljudmi, ki so vodili te države. Tu je seveda zelo pomembno vlogo odigral Václav Havel. On je bil seveda človek kot pravi disident, kulturnik, človek velikega duha in demokratično izvoljen prvi predsednik Čehoslovaške in potem seveda tudi po razdružitvi Češke človek, na katerega besedo so tudi na zapadu dali zelo veliko, ne samo v kulturnih krogih inteligence, humanistične, ampak tudi v krogih politikov, in je z svojimi nastopi in svojimi razmišljanji veliko pomagal tudi k razumevanju, kaj se pravzaprav na vzhodu dogaja in kaj bi lahko odprava politične delitve v Evropi pomenila za okrepitev vloge Evrope v takrat nastajajočem novem svetu in v procesih razpadanja povojne ureditve sveta. Skratka, človek, s katerim je bilo vredno in mogoče odprto komunicirati. On je takrat po dogovoru z takratnim predsednikom Avstrije, dr. Klestilom, na nekih počitnicah, mislim, da blizu Salzburga, se dogovoril o koristnosti srečanj tako imenovanih srednjeevropskih predsednikov. In na tisto prvo srečanje, ki je bilo na Češkem, je Havlu uspelo povabiti oziroma združiti nekako predsednika Poljske, Slovaške, seveda njega, Madžarske, Avstrije in seveda mene. In to je bila zelo zanimiva razprava o tem, kaj pomeni Srednja Evropa
v teh novih političnih in, če hočete, geopolitičnih razmerjih, kjer so se nekako porajale ideje o tem, kakšne so nove možnosti za sodelovanje in kakšne so možnosti za medsebojno podpiranje pri uresničevanju teh velikih strateških ciljev, ki so jih imele vse te države enotne, to se pravi čim prejšnji sprejem v takratno evropsko integracijo oziroma v Evropsko skupnost in v NATO. Meni je uspelo na nek način ustvariti zelo pristen človeški odnos z Václavom Havlom, večkrat sva bila skupaj tudi zasebno in na nekaterih teh srečanjih se nam je pridružil tudi Adam Mihnik, ki sicer ni bil državnik, je imel pa veliko vlogo v razgovorih za demokratizacijo Poljske na tako imenovani okrogli mizi in že takrat je opozarjal Mihnik skupaj z Havlom, da se lahko procesi demokratizacije znajdejo pred čermi, ki niso zelo enostavne, in sicer na eni strani revanšizem, na drugi strani idealizem oziroma iluzije o tem in beg od ukvarjanja z realnimi problemi, ki so se pravzaprav pokazali potem, ko je bilo nujno izpolnjevati acquis communautaire pred vstopanjem v Evropsko unijo. No, vsekakor ne mislim, da je ime Václava Havla v procesu slovenske osamosvojitve in mednarodnega priznanja zelo pomembno. Zdaj, seveda, vseh ljudi mislim, ki so takrat bili pomembni za uresničevanje slovenskih ciljev, je težko navesti. Bilo jih je veliko, bile so njihove vloge, njihov pomen, njihov vpliv zelo različen, ampak še enkrat bi rad povedal, tu so bili vodilni politiki iz nam bližnjih dežel sosednjih držav, Italije in Avstrije. Gotovo takrat mislim, da je bil predsednik deželne vlade Biasuti v Italiji, da so to bili Slovenci v obeh slovenskih organizacijah, ki so pritiskali na Rim, da je to bilo tako tudi na Koroškem, da so tu bili predstavniki obeh naših manjšinskih organizacij, da je bilo zelo pomembno sodelovanje takrat tudi z Grazom in seveda, da ne pozabim, bilo je seveda zelo pomembno tudi sodelovanje in dogovarjanje s Hrvati, s hrvaškimi politiki, ker smo takrat imeli pravzaprav skupni cilj ali skupna dva cilja, se pravi, kako priti do samostojnosti in kako priti do mednarodnega priznanja v prvi fazi in potem kako si pomagati, da izpolnimo kriterije za sprejem v Evropsko unijo in NATO, ker so to bili pač identični cilji. Takrat v tej prvi fazi je na to bistveno vplival predsednik Tudžman, kasneje seveda je to vlogo prevzel predsednik Mesić. Pomembno je bilo tudi takrat sodelovanje z Bosno in Hercegovino, z predsednikom Izetbegovićem in seveda to ne bi smel pozabiti tudi z Makedonijo, z predsednikom Kirom Gligorovim, ki je kot nekdanji ekonomist z velikim vplivom v jugoslovanski ekonomski politiki imel veliko znanstev tudi v mednarodnem svetu in vsak po svoje so ti ljudje prispevali k temu, da je bil ta skupen cilj nekako lažje ali hitreje, mora biti tudi brez kakšnih zamegljevanj dosežen. Koliko so pa seveda na te stvari vplivale potem naše domače razmere in koliko smo sami oteževali svojo pot, to je seveda drugo vprašanje, ki pravzaprav je zbujalo že takrat in zbuja tudi vse do danes neko negotovost, kaj pravzaprav se v Sloveniji in Sloveniji dogaja. Gotovo je bilo mednarodno priznanje Slovenije eden izmed najpomembnejših dosežkov slovenske zunanje politike oziroma verjetno najpomembnejši. Kateri
drugi dogodki se vam zdijo še izjemno pomembni v teh 30 letih na področju zunanje politike? Vemo, da smo prišli v Evropsko unijo, v NATO. Kako to ocenjujete, te dogodke danes? In kaj mislite, kje smo danes? Imamo še kakšen cilj glede zunanje politike, ali je cilj samo še, da nekako sramotimo Slovenijo, kot se zadnje čase, vsaj po mojem mnenju, dogaja? Mednarodno priznanje Slovenije je seveda velik, rekel bi tudi najvišji dosežek slovenske diplomacije, kar je zelo zanimivo, diplomacije, ki se je šele rojevala in katere rojstni datum se sicer postavlja nekako na izid ali na dosežek pogajanj Slovenije z predstavniki Evropske unije na Brionih, torej na pogajanjih, ki so ustavila vojno, ki so omogočila, da je Slovenija potem z umikom ostankov Jugoslovanske armade, ki je bil posledica dogovorov na Brionih, v celoti uveljavila suverenost na vsem svojem ozemlju, z sporočilom takrat generala Slaparja, da na slovenskem ozemlju ni več tujega vojaka. Je kasneje seveda delovala slovenska diplomacija po moji sodbi zelo profesionalno, tudi pri uresničevanju drugih ciljev, ki jih je imela Slovenija, in tudi pri uveljavljanju Slovenije v mednarodnem življenju. Tudi v tistem obdobju začetnem, ko je diplomacijo kot zunanji minister vodil dr. Rupel. Jaz sem z njim takrat v tistem času prepotoval kar precej prestolnic, imel z njim tudi veliko razgovorov, skupaj sva bila tudi, ko je bila Slovenija sprejeta v Združene narode. To se nekako danes pozablja, pa je bil to velik dosežek, ker s tem je pravzaprav Slovenija dobila vstopnico v družino mednarodno priznanih suverenih držav, ki so članice Združenih narodov, in je s tem dobila nekako veliko legitimacijo za enakopravno sodelovanje v mednarodnem prometu, če smem to tako imenovati. Zdaj, seveda cilj, ki je bil potem pred slovensko diplomacijo, je bilo sodelovanje oziroma pomoč oziroma naloga, ki jo je imela pri odpiranju vrat za hitrejši vstop Slovenije v evroatlantske asociacije, čeprav je največji del nalog pri tem bilo potrebno opraviti doma, se pravi z izpolnjevanjem številnih poglavij, ki so pomenila zadostitev kakšnemu od teh tako zvanih acquis communautaire, in šele celota potem je nekako omogočala ustvariti oceno, da je Slovenija sposobna živeti po pogojih in pravilih in postopkih, ki jih zahteva življenje v tej skupnosti, kar, če preskočim na današnje čase, seveda pozablja. In pozablja, da je, če si enkrat član skupnosti, potrebno upoštevati pravila, ki v tej skupnosti veljajo. Zdaj, seveda države, ki so članice kakšnih od mednarodnih asociacij, in z tega vidika je seveda tudi Evropska unija neka meddržavna asociacija, čeprav čisto posebne vrste, ki se jo ne da primerjati z drugimi, ampak države, ki so članice teh asociacij, se lahko zadovoljijo s tem, da so članice, da so pasivne, da spremljajo in sprejemajo vse tisto, kar odloča večina, ali pa imajo večjo ambicijo, da imajo seveda tudi svoje ideje, svoje predloge, svoje načrte, in da so sposobne za to pridobivati tudi podporo drugih in nekako s tem računati, da bodo z temi svojimi pogledi lahko svoj interes uveljavile tudi v organih, ki na ravni takšnih asociacij odločajo. Slovenija je v začetku imela te ambicije, tudi bila aktivna,
Zdaj pa seveda se mi zdi, da je ta volja, tudi ta sposobnost in ta pripravljenost pojenjala, ker so začeli prevladovati v uradni politiki Slovenije neki drugi pogledi. In sicer pogledi, ki postavljajo vprašanje, to, kar mene pravzaprav najbolj skrbi, o primarnosti evropskega ali domačega prava. To najdlje je pri tem šla Poljska, ampak mislim, da Madžarska in Slovenija to v ničemer ne zaostajata, ker enostavno pozabljata, da je življenje v neki mednarodni skupnosti tako kot življenje v večstanovanjski stolpnici, kjer velja nek hišni red, na katerega ti prostovoljno pristaneš in ker si na njega pristal, se ga seveda tudi dolžan spoštovati. In da je vprašanje suverenosti eno od temeljnih vprašanj, ki ga jaz mislim tako imenovano suverenistično gibanje ali pa suverenisti v bistvu izkoriščajo, napačno tolmačijo za neke popolnoma druge cilje. Suverenost držav ni čisto nič, kako bi rekel, omejena in ne gre za teorijo omejene suverenosti, ki je nekoč veljala v sovjetskem bloku, ker si ti z vstopom v to skupnost pristal na to, da bo skupno pravo tisto, po katerim se boš ravnal in je torej zveza z tistimi tvojimi suverenimi funkcijami, ki se izvršujejo na ravni skupnosti, seveda ostala. To ni od tebi jo skupnost ni odvzela, ti je nisi nikamor prenesel, ampak je zaradi skupnega življenja ali točneje rečeno interesu skupnega življenja skupaj upravljaš ali izvršuješ na ravni teh skupnih organov. Razen tega se mi zdi, da je ta naša usmeritev zunanje politična, se pravi v Evropsko unijo in preko skupne zunanje politike te unije, da je nekako splahnela in smo začeli pravzaprav igrati neko vlogo, mogoče je to prehodno rečeno, trojanskega konja znotraj te Evropske unije, skupaj s Poljsko, Madžarsko, Slovaško, deloma tudi Češko in ponovno, zaenkrat bi najbrž bilo hudoče, bi rekel, zavestno vzpostavljati meje ali če hočete zidove znotraj Evropske unije in delitev na tako imenovano staro Evropo in mlado Evropo ali če hočete drugače na razviti ali nerazviti del ali na demokratični ali nedemokratični, liberalni ali iliberalni del Evropske unije. In vse te delitve znotraj Evropske unije, kakršnekoli že so, saj so se mi zdele enako nevarne tiste, ki so se rojevale na zapadu, o trdem jedru in o obrobnih deželah, o tistih, ki gredo hitreje naprej, tudi tiste govorice o vlaku in o vagonih, ki grejo hitreje in tistih, ki grejo počasneje. To je bila tudi izkušnja v Jugoslaviji, ne vem, če se pač ljudje še spomnijo, ampak teorija o konvoju in teorija o regati, to se pravi, ali razliko med bolj ali manj gospodarskimi razvitimi oziroma nerazvitimi republikami zmanjševati po principu konvoja, to se pravi, da morajo bolj razvite republike ali v primeru Evropske unije države upočasniti svoj razvoj, zato da bi bile manj razvite sposobne ta razvoj dohiteti in nekako izravnavati stopnjo gospodarske razvitosti ali po stopni regate, da tisti, ki pač vozijo hitreje in seveda tudi sprejemajo obvezo, da pomagajo tistim, ki zaostajajo, da dobijo dodatno hitrost. Skratka, to so neke razprave, ki po moje manjkajo, so pa bistvene po moji sodbi, da bi se lahko o realnih problemih, s katerimi je soočena Evropska unija in mislim, da si nihče več ne prikriva, uči pred dejstvom, da je soočena z resnimi problemi, da bi o teh problemih razpravljalo tudi kot o problemih, brez tega, da bi se na nje poskušali gledati z ideološkim ali, če hočete, z blokovskimi očmi. Omenili ste te probleme, ki so zdaj v Evropi. Ali niso bili neki podobni problemi že v nekdanji Jugoslaviji, ko se je
zaradi ekonomskih, gospodarskih problemov verjetno razvil nacionalizem, ki je potem pripeljal do krvavega razpada nekdanje skupne države. No, problem neenakomerne gospodarske razvitosti in s tem seveda tudi socialnih posledic in političnih je bil eden od osrednjih problemov Jugoslavije, ki se ga je jugoslovanska politika zavedala in ga je tudi poskušala reševati, ker je želel zgodaj pravzaprav se dokopala do spoznanja, da je to temelj sporov v mednacionalnih odnosih in da je to seveda tudi neko gojišče, na katerem se rojevajo nacionalizmi. Ta mehanizem, ki ga je imela, to je bil tako imenovani sklad za hitrejši razvoj manj republik in pokrajine Kosovo. Razlike v stopnji razvitosti so bile 1:7, kar je ogromno. Mislim, da danes znotraj Evropske unije niso tako drastične, so pa tudi velike. Po tem mehanizmu so razvite republike v ta sklad uplačevale del sredstev, ki so se potem uporabljale v teh manj razvitih republikah in Kosovo. In tu je neka točka, ki je zelo pomembna, kako se je ta mehanizem izrodil in potem v bistvu pospešil nacionalizme in nacionalistične konfrontacije v državi. Namreč sredstva, ki so se vplačevala v ta sklad, naj bi se v teh manj razvitih delih države uporabila za gospodarske investicije, to se pravi za čim hitrejši gospodarski razvoj, s katerim naj bi dohitevale počasi bolj razvite republike. V resnici pa so te republike, sklicujoč se na svojo suverenost, ta denar uporabljale za negospodarske investicije, za investicije v nacionalne biblioteke, za infrastrukturo negospodarsko in s tem seveda postavljale pod vprašaj v razvitih republikah, ali so še pripravljene dajati denar za to, ker same tako, bi rekel, razkošne te negospodarske infrastrukture niso mogle graditi. No in to se mi zdi seveda, da je eno od vprašanj tudi znotraj Evropske unije, ki se kaže kot resen problem zdaj, ko je bila sprejeta odločitev o ogromnih sredstvih, ki naj bi omogočile omiliti posledice krize povzročene z virusom. In upravičeno se na ravni evropske integracije postavlja vprašanje smotrnosti, gospodarnosti uporabe teh sredstev, to se pravi verifikacijo programov držav, kako bodo ta sredstva porabila in potem kontrolne mehanizme, ali se res uporabljajo v skladu s temi nameni. In seveda ta najmočnejši kontrolni mehanizem je institucija evropskih delegiranih tožilcev, ki se jih je Slovenija otepala imenovati, zavedajoč se, da je to kontrola in kontrola tiste vrste, ki onemogoča negospodarno in nedosledno uporabo sredstev, ki so dodeljena prav z določenim namenom, odobrenim na ravni Evropske komisije. In že na Hrvaškem se je pokazalo, da imajo ti tožilci res zelo pomembno kontrolno vlogo in da je to pravzaprav zdaj postalo nekoliko bolj jasno, zakaj se slovenska vlada nadzoru te vrste in za to inštitucijo upira. Kaže, da smo po 30 letih samostojne Slovenije spet pred vprašanjem, kam plovemo. Zato vas sprašujem, kaj vas je najbolj spodbudilo, da ste pred kratkim imeli govor v Šentjanžu, govorili o prelomnosti trenutka, v katerem živimo in da je čas, da se stvari v Sloveniji obrnejo v drugo smer. Kaj ste takrat na kaj ste najbolj mislili v tem primeru? Govor v Šentjanžu je bil spodbujen
z razmerami, v kakršnih zdaj v Sloveniji živimo, oziroma z dejstvom, da je sedanja vlada to veliko grožnjo varnosti in celo življenja ljudi, ki jo je povzročil virus, se pravi neka neznana zdravstvena situacija, izkoristila ne prvenstveno za spopad s to nevarnostjo, za zagotavljanje varnosti, zdravja in življenja ljudi, ampak za uresničevanje svojih ideoloških in političnih ciljev. Posledica tega je seveda razgradnja države, je razgradnja pravnega ali, če hočete, ustavnega reda na eni strani, se pravi odmik od neke demokratične države, kakršno je opredeljeno v slovenski ustavi, na drugi strani pa seveda do velikega razkroja zaupanja. Ne samo med ljudmi, ali če drugače rečem, ne samo do institucij države, do politike, ampak tudi do nezaupanja med ljudmi samimi. In da je to, kako bi rekel, odgovarjanje sedanjih oblasti na to negotovost ljudi, na tudi določeno prestrašenost ljudi pred to nevarnostjo, namesto neke strpne in človeške komunikacije nadomestila z, kako bi rekel, protipostavljanjem neke svoje virtualne resnice, nekih drugih dejstev, recimo strokovnemu mnenju ali mnenju zdravnikov je postavila nasproti neko svojo drugo resnico, tako da na koncu ljudje pravzaprav ne vejo, komu naj verjamejo. Naj verjamejo temu, kar počne vlada, naj verjamejo stroki. In to se je preneslo, bi rekel, na čisto to človeško raven, kar se kaže zdaj v odnosu do cepljenja, se kaže v odnosu do testiranja otrok v šolah. Skratka, kup stvari, ki kažejo neko novo razslojevanje ali, če hočete, novo delitev med ljudmi, ki sicer temelji v osnovi na teh starih delitvah, ampak vendar ima tudi nove dimenzije, nove razsežnosti in jo bo to veliko težje popraviti. Se pa v ozadju tega formalnega spopadanja z to epidemijo dogajajo seveda stvari, ki Slovenijo po svojih notranjih odnosih, po svoji demokratični podobi ali bolje rečeno nedemokratični podobi delajo podobno razmeram v državi, iz katere smo odšli ravno zaradi teh razmer. Kot je recimo nespoštovanje pravnega reda, kot je nespoštovanje človekovih pravic, kot je omalovaževanje ustavne ureditve z temi zahtevami, ki so zlasti potem bile v srbski politiki po drugačni Jugoslaviji, pa imamo zdaj v Sloveniji pač drugačno Slovenijo in tako naprej. Skratka, to so bili razlogi za ta moj govor. Predvsem ključni razlog pa je bil, kako pri ljudeh vendarle ustvariti zaupanje v neko nacionalno skupnost, ki je sposobna se soočati tudi s to nevarnostjo in ki je sposobna se vrniti v uresničevanje ali pa v zagotavljanje razvojne smeri, ki je bila zakoličena takrat ob osamosvojitvi in ki je svojo formalno pravno opredelitev dobila v slovenski ustavi.